Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer izjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 8. januar 2025, moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Preverili smo, kako izvajajo pluženje in posipavanje cest ter pločnikov v Mariboru. Bo Maribor dobil najvišjo stolpnico doslej? Šov organiziral študente, da so sčistili novo zapadli sneg izpred hiš starejših občanov. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Danes se prebujamo v najhladnejše jutro zadnjih let. V torek je sneženje ohromilo promet po Sloveniji. Končno imamo zimske razmere, a te prinašajo tudi preglavice. Zato najprej želimo vam varno pot, predvsem pa strpnosti, vidimo, da je te primanjkuje. Te dni se med ljudmi porajajo zanimiva vprašanja in polemike. Je sosedova ulica že 3-krat splužena, vaša pa še niti enkrat? Ste v mestu videli plug, ki bi moral čistiti cesto, a je bil dvignjen v zrak? Imate občutek, da je zimska služba pozabila na mestno središče in pločnike, ali vsaj, da traja predolgo, da so te površine normalno prehodne? Na vsa ta vprašanja je skušal poiskati odgovore naš Gregor Grossman, ki se je poglobil v delovanje zimske službe v mestni občini Maribor. Gregor, najprej, po kakšni cesti si prišel v službo včeraj, torej v sredo? Ker sem nekje približal na primestju, dokaj blizu, je bilo lepo spluženo, še vedno pa je videti, da so zime pri nas preredke, snega je premalo, da bi se ljudje spomnili, kako voziti v zimskih razmerah. Človeku se zdi, da gremo v dva ekstrema. Nekateri vozijo kot po suhem cestišču, kot poleti, zaganjajo se, prehitevajo, čeprav je to res ni priporočljivo, to je treba povedati. Drugi pa vozijo preveč previdno, prepočasi in zato jih potem seveda drugi prehitevajo. En začaran krog, ki ga težko presekamo, tudi Nigrad za svojo zimsko službo težko tukaj kaj naredi. So pa, kot so nam že večkrat povedali, te dni vse razpoložljive enote na terenu. V torek si bil v njihovi družbi. Najprej opiši, kako je prišlo sploh do dogovora, da se dobite in kako je se skupaj potem potekalo? Ja, vsako leto je ena taka mariborska šala, da nas preseneti sneg, ne samo nas, tudi Nigrad, zimske službe, Dars, vse. Pa smo se odločili, da gremo tudi letos, kot smo že nekaj let prej, pogledati, kako je se zapeljati s plugom, s kakšnimi težavami se konec konca soočajo njihovi vozniki. Posebej opozarjajo na to, da dajmo umakniti svoja vozila, ki jih imamo parkirane na ulici, ob straneh, dajmo jih umakniti na dvorišče, da bo lahko plug opravil svoje delo. Nekajkrat sva se z mojim voznikom Žanom morala ustaviti, manevrirati med levo in desno parkiranimi vozili, celo kante za smeti so bile nastavljene, ko jih tam ne bi smelo biti, in v takšnih razmerah res težko očistijo ceste. Bil si tudi v njihovem centru, kjer v bistvu razporejajo prioritete pluženja, ne? Verjetno si mi, navadni občani in občanke, težko predstavljamo, koliko cest in pločnikov je za splužiti v razmerah, ko pač res začne snežiti, česar, kot si sam povedal, nismo vajeni, in da dejansko obstaja prioritetna lista. Ja, kot pravijo, še cesar ne gre na WC brez načrta, tako tudi Nigrad ne gre s plugi ven brez nekega dobrega načrta. V zadnjih letih se je izkazal, da deluje, ga izpopolnjujejo, ampak težava je v prioritizaciji cest. Ceste prve, druge in tretje kategorije skupno morajo očistiti kar 750 km cest, od tega jih je več kot polovica tretje kategorije. Kaj to pomeni? To pomeni, da pridejo te ceste na vrsto na koncu. Ko so očiščene prva kategorija, to so ceste, ki so vitalnega pomena za mesto Maribor, to so ceste, po katerih vozi avtobusni mestni promet, ki morajo biti izčiščene. Potem pride druga kategorija, ki povezuje naselja, ki mora prav tako nekako promet steči. Šele ko lahko zagotovijo plugi prevoznost normalno ali malo manj normalno teh cest, pride na vrsto tretja kategorija, kar se je zgodilo šele v sredo po torkovem sneženju. Se pravi, vso noč in ves dan v torek so se Nigradovi plugi borili, da ohranijo prevoznost cest druge in prve kategorije.
Tretja kategorija pa so bili ljudje tisti, ki so množično klicali njihove dežurne delavce v centralo. Množično pomeni v eni uri več kot 100 klicev. Sam sem bil tam, telefon zvoni neprestano in treba je povedati, da ljudje ne vedo, v katero cesto sodi, v katero prioriteto sodi njihova cesta, kar bi bilo morda treba v prihodnje spremeniti. Torej, da bi se že komuniciralo, ne vem, vaša cesta pride na vrsto 4, 5, 6, 7, 8 ur potem, ko bo pač splužena glavna cesta. Tako je, da ljudje ne kličejo, ampak vedo, da ko vidijo, da so druge ceste normalno prevozne, lahko potem še tisti dan nekje pričakujejo plug. Niso jih pozabili, to so jim na Nigradu večkrat zatrdili, da niso izbrisani, niso pozabljeni državljani, ampak enostavno še niso prišli na vrsto za pluženje. Je bilo kaj hektike v teh prostorih, pa tudi na samem plugu? Omenil si ta zaplet z slabo parkiranimi avtomobili in z kantami. Kaj pa, mislim, kako vse skupaj poteka takrat, ko je res največja akcija? Hektike ni, ti dečki se zdi, da so kar zverzirani, konec koncev opravijo že suho vajo. Morda je hecno videti pluge v sončnem vremenu, ko še ni snega, ampak suho vajo opravijo vsak voznik z svojim vozilom na terenu, ki ga bo upravljal, kjer se bo vozil po zimi. Ravno zato, da potem ni hektike v zimskih razmerah. V centru pa v bazi je pa tako, da Nigrad dobi sol, ki jo je treba raztovoriti, tam se vozijo tovorna vozila, tam vozijo plugi, sol se raztovarja. Tam pa je kar zanimivo opazovati, kako hitro to poteka in kako pogosto se plugi potem vračajo v bazo, da si naložijo posipni material in nadaljujejo z delom. Še to, Gregor, danes se prebujamo res hladno jutro, za vikend je znova napovedan sneg. Po eni strani seveda smo ga veseli, po drugi strani glede na to, kar smo doživljali prejšnjih dneh v prometu, morda tudi malo manj. Kaj je recimo svetovati ljudem v teh primerih? Delo od doma je ena čudovita stvar. Ok, delo od doma seveda je dobra varianta, ampak če pa se moramo odpraviti na cesto? Potem pa, tako kot si že uvodoma povedal, strpno, z dovolj veliko varnostno razdaljo in upam, da imate dobre zimske pnevmatike. Tako, sam sem bil recimo v torek zvečer na poti v Ljubljano in potem po noči nazaj iz Ljubljane in mislim, da tako velikega števila plugov recimo na avtocesti še nisem videl, pa so bile razmere res zahtevne za vožnjo, ampak ves čas smo videli, da dejansko opravljajo darsovci svoje delo, pa kasneje tudi, ko sem se vozil skozi Maribor, sem videl res veliko število in traktorjev in plugov, tako da morda se nam kdaj zdi, da vse skupaj poteka prepočasi, ampak mogoče smo z svojim načinom življenja, ko vse poteka hitro in je vse na dosegu roke, preveč navajeni, da pač te stvari potekajo tako hitro. Tako da vkolikor pride sneg, bodimo ga veseli, v zadnjih letih ga ni bilo in bodimo strpni na cestah. Res je, to, da so zunaj, kaže tudi na to, da smo naš plug, s katerim smo se zapeljali na teren, čakali smo ga kar 2 uri, da je prišel nazaj v bazo, med tem pa tudi ni bilo skoraj nobenega, kar pomeni, da so dejansko bila vsa razpoložljiva vozila na terenu. Super, hvala. Gregor Grossman, vabljeni k branju njegove reportaže na naših straneh, seveda pa bomo tako vremenske razmere kot tudi to, kako delo upravljajo zimske službe Mestni občini Maribor, pisali v Večeru tudi v prihodnjih dneh. Bo Maribor dobil novo najvišjo stavbo. Skupina Novogradnje Maribor napoveduje 21-nadstropno stolpnico ob Betnavskem gozdu, ki bo svojo unikatno poševno silhueto in delno stekleno fasado korenito spremenila podobo južnega dela mesta. Projekt je trenutno v postopku pridobivanja dovoljenj, gradnja pa bi se lahko začela že čez leto dni, danes v Večeru poroča Sanja Verovnik. Poleg načrtov o najvišji stolpnici v mestu, investitor razkriva tudi, kakšna je trenutna realnost trga v Mariboru. Povprečna cena novogradenj v Mariboru se trenutno giblje okoli 3500 evrov na kvadratni meter. Zaradi rasti stroškov dela, materialov in omejene ponudbe zemljišč pocenitev ni pričakovati, kvečjemu zmerno rast cen.
Vabljeni k branju članka, kjer Luka Jurič iz Novograden Maribor napoveduje tudi nove soseske v Mariboru in okolici ter pojasnjuje, zakaj gradnja ne dohaja potrebe trga. Tudi zaključujemo s snežnimi razmerami. Da solidarnost še živi, so dokazali mariborski študentje, ki so poprijeli za lopate in nov zapadli sneg skidali izpred hiš starejših in invalidnih oseb. Kar 3 ste prišle se je skozi okno ene od hiš v Turnjerjevi ulici v Mariboru nad mladenkami z lopatami v rokah čudila upokojenka Nada Gorički, nato pa delovno zagnanim dekletom predala navodila, naj očistijo teraso, potko tik ob hiši in dostop do garaže. Takšna pomoč mi pomeni največ na svetu, ker nimam nikogar, ki bi mi pomagal. Všeč mi je, da je še kdo, ki je tako ljubezniv in dober, da pomaga sočloveku, je povedala upokojenka, ki je tovrstno pomoč koristila že večkrat. Da obstaja, je izvedela od znanke, nato pa stopila v kontakt s študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, organizatorico te dolgoletne akcije. Če bo potrebno, bodo študentje sneg odstranjevali še v naslednjih dneh, poroča naša novinarka Jasmina Cehnar. Vabljeni, da preberete celotno reportažo in da ste v prihodnjih dneh tudi vi solidarni. To je bil Večer zjutraj 8. januarja 2025, z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odceti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.